Dejana Najneger želimo dobro jutro. Dobro jutro. In imamo dve izjemno simpatični gosti. Tukaj sta Julija Blazinšek in Katarina Senegačnik-Jakovec. Dobro jutro. Dobro jutro. Lisički, ne? Oziroma naši mariborski hokejistki. Punci, kak sta? Zelo nehokejistične temperature imamo danes zjutraj, ne? Oziroma nehokejske. Ja, 17-18 stopinj, čeprav vemo, da je led v mariborski ledni dvorani že kdaj, vsako leto poleti, ne? Začne se avgusta. Ja. Oziroma... Ko drsate v megli, ne? Tako je, res je. Vidite. Ok, torej najprej, mi smo se pogovarjali in je Jeger kar tako je rekel, jaz imam eno vprašanje, ker naj vam povem, seveda lahko v živo ta pogovor spremljate tudi na Facebooku, kjer boste videli, da sta Julija in Katarina izjemno simpatični mladenki in ne bi nikoli rekel, da to gre tako ostro. Saj to me zanima, če greste vi tudi na bande, pa rokavice dol, pa tako pri moških hokejistih. Se je že zgodilo. Sem bila tudi priča, jaz se še nisem tepla. Okay. Načeloma pa je ženski hokej no touch, torej ni dovoljeno nabijanje. Ok. Edino zdaj na Švedskem so veljavili, da lahko je na touch pri ženski. Resno tudi. No, ker Julija, malo bliže mikrofonu, samo če pridete tako. Ti imaš seveda nekaj izkušenj tudi z igranjem v tujini, bila si v Ameriki eno sezono, dve pa na Švedskem, ne? Povej malo, kak je tam recimo, ne? Zdaj Amerika je zelo blizu Kanadi, ki pa vemo, da je domovina hokeja, ampak tudi v Ameriki je ta šport vrhunski, tudi na ženskem nivoju. Ja, v bistvu je na obeh dveh mestih, kjer sem bila, je hokej ful razvit, ženski tudi. Pa veliko več ljudi spremlja hokej. Ok. Pa da recimo bolj promovirajo. Ok, in se več o tem pogovarjajo. To je napaka, ki jo moramo popraviti tudi v našem mestu, mimo grede, ker imamo res vrhunsko ekipo, ampak če primerjaš, recimo Julija, zdaj kvaliteta sama je verjetno v Ameriki tudi dosti bolj skoncentrirana, glede na to, da je večji bazen in več igralk. Mislim, ja, je dosti bolj, itak več možnosti je tam, več ljudi ve za to. Ampak če bi primerjala recimo zdaj naše hokejistke, tvoj klub zdaj in recimo to, kaj si igrala na tujem? Ja, mislim, zdaj to težko primerjati, ker tam je dosti na večjem nivoju. Ne? Ok. Ampak se mi zdi, da tu lahko se tudi malo postopoma bližamo. No, evo, in to je. In zdaj, ko govorimo postopoma, Katarina, ti si v bistvu bila članica oziroma del tudi tiste legendarne ekipe mariborskih hokejistk, začetnic, ki si igrala še recimo z Jasmino Rošar, tudi Ina je takrat še igrala, ne, recimo Ina Prezelj, recimo, ne. In ko govorimo o tem napredku in kako se je razvijal ženski hokej v našem mestu, to lahko ti zdaj malo poveš iz prve roke. Ja, jaz sem takrat začela leta 2010-2011, to je bila moja prva sezona, takrat so na veliko zmagovali, mislim, da so bila že 13krat zapore državne prvakinje. Tako. Igrali so EVHL, Debel, torej to avstrijsko ligo, so dosegali visoke rezultate, drugo, tretje mesto, prvo mesto. Jaz sem potem takrat zraven igrala, ampak nisem bila v prvih postavah, ker sem mlajša, začenjala sem. Jaz sem potem tudi hokej pustila za 3 leta, zaradi tega, ker sem šla študirati. Takrat v bistvu nisem slišala nič in za tiste leta ne morem nič povedati. Ampak nisi pa pozabila igrati, ne? Več kot očitno, ne? Ne, potem so me po 3 letih poklicali prav Jasmina, takrat trenerka Lisičk, če bi prišla nazaj v gol, ker rabijo golmanko. Tako in? Pa sem rekla z veseljem. In zdaj si tu. Zdaj sem tu. No, evo, super, punci. Torej, seveda imate pa v našem ženskem hokeju, oziroma mariborskem hokeju, ko rečem našem, da smo si na jasnem, ne? Seveda ogromno reprezentantk v naši ekipi, ampak razen tega tekmujete ne samo domače, ampak tudi mednarodne tekme, predvsem mednarodne tekme, ne? Ja, v bistvu igramo v ligi Debel, Ja. je pa avstrijska liga. V njej je pa 10 ekip,
pa smo mi iz Slovenije, pa pol so še iz Avstrije, pa Mačarske. Damen Ice Hockey Bundesliga je, ne? In seveda tam ne samo, da tekmujete, ampak tudi zmagujete, ne? Kako vam gre trenutno? Trenutno smo izgubili 2 tekmi, Pa dobro. zmagale 4-5. No, evo. In ne nazadnje Julija, če so moji podatki točni, trenutno z 10 goli in 3 podajami, 4. strelka po številu golov, pa celo druga. Ja. Aha, ja, no, lepo, ne? Ja, sem, ne, se veš, ja, se vem. In je zanimivo, ne, lahko recimo tudi Katarina pove iz prve roke, kak je dobra Julija pri soloteh. Ne spomnim Ko gre se. sam, ne spomniš se? Ne, ker Nič ne da, ne? zdaj že, kaj, ne. Da bi šla sama na gol, no, na treningih pa to, ne? Ja, ampak jaz trenutno nisem golmanka, tako da. Ne vem, ja, ampak Več občutka. povej. Ja, večinoma da gol, No, ne, pa tako to. da je treba. Pa to ti hočem povedati. Tako da, ja, krasno, super, me veseli, da vam gre res tako super. Sicer pa ogromno punc je tam zunaj in žal, in morda bomo tudi z današnjim pogovorom kaj spremenili, ne vedo dovolj, kako postati hokejistka. Verjetno je relativno preprosto. Ja, tako je, treba je imeti željo, potem se vse drugo zgodi samo od sebe, bom rekla. Kje vas najdejo, kdaj morajo priti pogledati okoli, kje lahko dobijo več informacij? Ja, lahko pridajo kar v ledno dvorano, pa jih potem preusmerijo do trenerjev, da se dogovorijo, ampak najboljše je, da pridajo kar v ponedeljek. Ponedeljkih imamo tisti dan, ko večinoma sprejemamo nove začetnike. Dobro je, da pridajo ob pol ure pred treningom, ki je ponavadi ob 6. uri. Dobro, ponedeljek ob 5:30, tako? Drugače kontakte najdejo tudi v ledni dvorani, so objavljeni letaki, pa plakati, drugače pa so tudi na lisjaki.net, lahko pridejo do kontakta in pokliče, pa se dogovorijo s trenerjem, kdaj in kako. In ne rabijo biti vrhunske drsalke, ne? Vse jih naučite. V bistvu sploh ne rabijo znati drsati, lahko tudi pač pridajo in prvič probajo, kako je stopiti na led, pa tudi starost ni problem. Najmanjša članica je stara 3 leta. To je pa super, da ti kar, ne? Eno vprašanje imam za vaju, Julija in Katarina, ker jaz vem, da Ana in Jeger še nikoli nista stala na ledu, še nikoli nista igrala hokeja. Res je. Tudi to, kar sem jaz v moji kratki karieri, ni za ravno nekaj, da bi se hvalil, ampak vseeno nekaj izkušenj pa imam. Ne nazadnje sem s puncami, ravno s Katarino, Jasmino in puncami, ki so takrat pred temi leti treniral tudi sam in spoznaval hokej in se takrat dokončno zaljubil v to čudovito igro na ledu. Če bi jaz pripeljal Ano in Jegera, ne? Ali bi imeli recimo neko opremo, da jo damo gor, da jo oblečemo, pa da gremo na led? Smo hoteli potem na koncu vse povabiti, ker Viš, ker hokejisti isto razmišljamo. težko se pogovarjati o tem, ne, da probaš. Ja, Vse se lepo sliši, potem na ledu pa je druga zgodba. no. Jeger stop je še bolj za. Ali vidimo tu izziv, Jaz sem malo pobledel. bosta sprejela Ana Jeger? Jaz se drsam drugače. Jaz tudi, treba je probati nove stvari. The best. Skrbimo mi samo morate prinesti dobro voljo. Ok, zmenjeno. Samo to ne bomo zdaj več dolgo dinstali, ne? Ne, ker starševski hokej vsako soboto ali nedeljo. Lahko pridemo. Starševski hokej. Starševski hokej. Starševski hokej. Gre v bistvu za organizirano pač 1 uro ledu, kamor se večinoma starši hokejistov, ki si želijo poskusiti. Se jih da gor. Se jih da gor. Ja, gremo tja, ja, tja gremo najprej na osnovno informacijo, pa prijemo k vam, pa nas lahko date v ekipo noter, ko boste igrali za trening, pa da vidimo. Ona dva morate biti v nasprotni ekipi kot jaz, dobro? Zmenjeno. Plan imamo. Zmenjeno. Bravo. Se že veselim. Julija in Katarina, hvala lepa za vajen obisk danes v studiu, hvala lepa za ta izziv, hvala lepa, da smo se na enem drugem nivoju že dogovorili, čeprav se prej nismo, obljubim, in seveda vam želim obilo uspeha še naprej, nič poškodb in same super rezultate. Hvala. In ko bo spet priložnost, se vidimo naslednjič v mariborski ledni dvorani.